Gledate informativno oddajo, ki jo vodita Lorela Flego in Matej Lahovnik. Dober večer in dobrodošli v Bučkah. Po noči je v okolici Ptuja prišlo do novega incidenta z zunajzemeljskimi biti. Veliki mutirani insekti so tokrat napadli 4 domačine. Gre za moške, stare med 30 in 45 let. Vsi so bili lažje poškodovani in se trenutno nahajajo v posebni karanteni. Prizorišče incidenta že ves dan preiskuje posebna enota X-Files agentov. Tam je tudi vojska, ki skupaj z gasilci že od ranih jutranjih ur varuje območje. Na kraju dogodka seveda dežura tudi naš štajerski dopisnik Franc Kangler. Tak je, ja. Dober večer, uradnih informacij o napadalcih še nimamo. Obstaja pa velika verjetnost, da gre spet za velike mutirane insekte, ki so se pred novim letom pojavili v Rušah, Destrniki in Zgornjem Dupleku. Govoril sem s vsemi prizadetimi in vsi so vedno šokirani. Eden jih sploh ni mogel nič povedati, take bogi. Povedali so mi, da se je tu, nedaleč stran od gostilne, na nebu pojavilo neznano leteče plovilo, ki je oddajalo rdečo modro svetlobo. Zgleda, da so pošiljali neke signale. Možno je tudi, da je šlo za parkirne luči, ker so potem pristali tam v gozdu. No, eden od domačinov je na srečo vse posnel na telefon, zato predlagam, da si kar pogledamo. Potaknil si se, ne morem! Pusti se to! Von se moj! Kje ga vidiš? Kje ga vidiš? Kje je? Prizorišče incidenta je danes dopoldne obiskal tudi predsednik vlade Miro Cerar in vojski naložil dodatna pooblastila. Čau, Či. Hvala lepa. Či v pot spal. Hvala lepa. Dragi vojaki, Evropa od nas pričakuje, da bomo uspešno branili šengensko nebo, pa ne samo to, branili ga bomo z golimi rokami na human način in v skladu z našo pregovorno gostoljubnostjo. Marsovci in ostali zunajzemeljski potniki niso naši sovražniki, so le prišleki, ki so tu iz radovednosti in naša naloga je, da jim pokažemo pravo pot nazaj v vesolje. Srečno. Srečno. Fajn bote. Srečno! Ker neprijetna srečanja z zunajzemeljskimi biti, predvsem na Štajerskem, postajajo vse pogostejša, je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo posebno brošuro z navodili, kako ravnati v primeru srečanja s tako imenovanimi neznanimi vesoljskimi potniki. Poglejmo, kaj je na današnji tiskovni konferenci povedala ministrica Vesna Gjörko-Žnidar. Pomembno je, da proti njim ne krilite z rokami in ne vpijete. Če ste v skupini, se primite za roke in zapojte po jezeru blizu Triglava. Dajte jim vedeti, da so dobrodošli. V primeru, da se vam neznani vesoljski potniki začnejo približevati, ostanite mirni in tihi. Če imate pri sebi svoj pametni telefon, jim ga podarite. Vprašajte jih, če govorijo slovensko. Če ne govorijo slovensko, jih vprašajte, do you speak English. Če imajo turkizne oči, čim prej obvestite policijo. Zdaj pa poglejmo v Državni zbor, kjer je danes zasedela parlamentarna komisija za imenovanja, obrekovanja in enake možnosti. Stranka SDS je zahtevala, da se končno razišče, kdo je pred parlamentom nastavil kakac, ki ga je v petek leta 2013 pohodil prvak opozicije Janez Janša in na svojem podplatu nevede prinesel v hram demokracije. Poglejmo nekaj utrinkov z vroče razprave. Po 16. členu zakona o javnih površinah in infrastrukturi je vsak državljan dolžan pobrati iztrebek svojega psa, če kakec ne presega volumna 2 pekinezerjev. Lejte, jaz sem enkrat pekinezerja takole počohal in je bil potem dejansko zaprt 2 dni. Kaj potem narediti, ne povejte? No, dejstvo je, da to je ostanek znanega murgelskega prca. In kaj je bilo prej? Prdec ali kakec? In to sprašujem. Moje osebno mnenje je, da gospod Janša spet govori brez dokazov in žal ne more brez murgel. Kar je prinesel v parlament, je pač smrdelo. To je nesporno dejstvo. Kako brez dokazov? Mogel sem na Bavtski bucke, za kar imam tudi račun in v teh buckah sem mogel hoditi do avgusta.
No, glejte, govoriti o vročem poletju avgusta je relativno. Če greste v Avstralijo, v tem mesecu prevladujejo zimske razmere. Ampak gledajte, ko smo ravno že pri relativnosti, lahko povemo, da kot demokratična država lahko priznamo, da kar nekomu smrdi, drugemu diši in obratno. Hvala lepa. Ja, jaz sem veliko bolj priden, ko naš ovčar Reksi, ko reče predsednik Janša, sedi, grem sedi, ko mi reče, daj tačko, dam tačko, ko reče poleg, grem poleg. Ti, daj se pa ta navado govoriti, se še lepo leta nazaj shodo, a ni resno? Ne, da nošenje, ja. Zanimivo. Nadaljujemo z afero silvestrski obup. Kot smo že poročali, naj bi bila letošnja silvestrska zabava v prestolnici čisti Twilight. Čeprav organizatorji trdijo, da se je silvestrovanja na prostem deležilo nekaj 10 tisoč obiskovalcev, je vse več indicev, ki kažejo na to, da tam v resnici ni bilo nikogar. Ali je šlo za spretno manipulacijo, iluzionistični trik, nadnaravni pojav ali politični konstrukt, nam bo zdaj pojasnil ljubljanski župan Zoran Janković. Pozdravljeni. Dober večer. Povejte, kaj se je 31. decembra v Ljubljani dejansko dogajalo? Najprej bi rad povedal, da so to vse neresnične in zlonamerne trditve. Res ne vem, kdo in kakšen mora to biti, da se izbisa take nebuloze. To, da ni bilo obiskovalcev, da ni bilo gedemeta, da ni bilo dač in da se vse na koncu vse zbislo, pa to ni smešno, to je tragično. Še enkrat bom ponovil. Letos je v Ljubljani na prostem uradno silvestrovalo več kot 30 tisoč ljudi in vsi so na lastne oči videli najlepše gebete svetu. Evo, to je vsa resnica, vi pa verjete tismu, komu hočete. Prav, gremo lepo po vrsti. Režija, prosim za posnetek. A še vedno vztrajate, da so tole avtentični posnetki ljubljanskega ognjemeta? Ja, definitivno to je Ljubljana, Ali ste prepričani? Jaz na tem posnetku vidim Sidnejsko opero. Pa kje vi vidite to opero? Nimate pojma o geografiji, to ni nobena opera, to so stožce. Dobro, poglejte, stožce, definitivno. Lepo se je streho dvorane, multiplicirane s posebni efekti, Evo, pa še štadion zraven, ni dvoma, Je kaj pa tole morje spredaj? A so bile kakšne poplave za Silvestrovo? Ralo gledali to Ljubljance, Tam čez gre Besarski most, Evo, tam zadnji se lepo vidi Nuk, pa Kongresni trg, pa Slovenska cesta, če dobro pogledate, Tole je definitivno največji spektakel v zgodovini Slovenije in Ljubljane, Kako pa potem komentirate rezultate forenzične analize? Kriminalisti namreč pravijo, da niso našli nobenih pirotehničnih sledi. No, jaz pa pravim, da so kriminalisti iskali pirotehniko, da pač v mestu, Ognjemet je bil na gradu, oni so pa po mojih informacijah iskali pod njim, Sicer pa vprašali Ljubljančanke, Ljubljančane, pa boste videli, kam bomo rekli. Saj to je največji problem. Razen vas in vaših ožjih sodelavcev ne najdemo niti enega človeka, ki bi nam potrdil, da je bil na Silvestrovo v centru Ljubljane. No, veste, to pa ni zdaj moj problem, Če vi ne najdete nobenega, Gospod župan, hvala za pojasnila. Ni za kaj pa sečega pa zdavga. Tudi vam vse dobro. Mi pa pogledajmo nekaj pomembnih novic iz tujine. Kanclerka Angela Merkel je začela s poučevanjem nemščine v begunskih centrih po vsej Nemčiji. Poglejmo, kako ji uspeva. Naja, weißt du, die deutsche Grammatik ist nicht so schwierig. Du brauchst nicht zu weinen. Wir wiederholen nochmal Präsens für erster Person Singular. Das heißt Endung E. Wie ich liebe Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Das wird nicht so schwierig. Wird das gehen? Ja? Wobei die Regeln, die sollen Sie alle möglichst bald lernen. Wenn Sie es nicht machen, müssen Sie auswandern. Nach Slowenien vielleicht, da gibt's Dual. Madžarska kot največja promotorka žičnatih ograj v Evropi bo v naslednjih letih v Sibiriji postavila 7000 km ograje. Posel vreden več kot 3 milijarde evrov sta danes sklenila oba predsednika, Putin in Orban. Dobro, potem smo zmenili 20% provizije, v keše, to se pa vidva zmenito. To je vaša zadeva. In zdaj na porno zabavo. Dobra baba. Jaz sem depilirana brazilska. Žična to depilirana. Šola, negovane.
dobro trenirane. Idi šeče. Jesi će da isti? Položite ziponom. Hej! Vržete kot mladog mačka na tatami. Dobro. Kje imamo kit od KGB-ja? Tam. Putin. Najmlajša 80 let, babuška stare. Je to pravda. Kdo bo prvi? Jaz bom prvi. Po dolgem času lahko spet poročamo o uspehu protikorupcijske komisije. Na festivalu groze in zlobe v Transilvaniji je naša trojka prepričljivo osvojila glavno nagrado. Predsednik Štefanec je prepričan, da je to priznanje plod trdega timskega dela, medtem ko njegova pomočnica Sedlarjeva največ zaslug pripisuje prav predsedniku. Predsednik republike Borut Pahor je lani opravil okoli 150 ur koristnega dela. Bil je vse od kotalkarja do bobnarja. V ekskluzivnem novoletnem intervjuju za našo televizijo je spregovoril tudi o izzivih in ambicijah, ki ga čakajo potem, ko mu bo v tej državi zmanjkalo pomembnejših funkcij. Javnost je močno presenetil z izjavo, da razmišlja o tem, da bi se po koncu mandata pridružil trojki dobrodelnih decembrskih mož, Miklavžu, Božičku in dedku Mrazu. Poglejmo. Četrti mož prinaša četrto pot, posebno nov koncept in to je izziv, ki se ga je treba lotiti odgovorno. Zakaj bi se s sankami in jelenčki vozili z Finske? Potni stroški, dnevnice in organizacija poberajo preveč denarja, kar posledično pomeni manj daril in manj srečnih otrok. In si tega res želimo. Jaz osebno nikakor ne. V naši redni javnomnenjski anketi smo vas tokrat vprašali, komu iz paketa dobrih decembrskih mož bi v primeru, da se trojki kot četrti pridruži Borut Pahor, najrajši napisali pismo z novoletnimi željami. Matej, kakšni so rezultati? Največ, kar 39% vaše pošte, bi še vedno dobil Božiček. Na drugo mesto pa bi se po naši raziskavi že uvrstil novinec Borut Pahor, ki bi mu svoje želje zaupalo kar 22% funkcionalno pismenih Slovencev. Tretji je dedek Mraz, ki je še vedno prva izbira za 15% državljanov, medtem ko bi sveti Miklavž svojo tradicionalno publiko po tej raziskavi prejel 12% vaše pošte. Neodločenih je le 13% vprašanih. Od dobrih mož pa k dobrim fantom. Nocojšnji gost Marcela Štefančiča je simpatični košarkarski milijonar. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospod Anrečkov, ali je Goran Dragič res najbolj plačen športnik v zgodovini slovenskega športa? Mi bo pojasnil nihče drug kot Goran Dragič. Živo. Večer. Ok, tvoja plača je 18 milijonov dolarjev na let. Približno, ja, ampak od tega je treba odšteči še davek. Ok, vse, ampak to dejansko ni malo denarja. 18 milijonov evrov na leto dobi, recimo, Ronaldo, Messi, še 2 več. To pomeni, da sem v tistem rangu. No, to, da zaslužiš toliko denarja kot Ronaldo, pove vse. Jaz sem pripričan, da Ronaldo pa Messi zaslužita zraven še 5-krat več z reklamami. Ok, ampak vseeno, hočem povedati, da so plače v NBA v primerjavi z nogometno ligo prvakov sanske, ne? Definitivno so res visoke, to priznam, ampak po drugi strani je tudi veliko igralcev, ki na leto sploh ne zaslužijo niti milijona. Ok, socialni problemi ravno niso, ne? Slišim, da imate dober sindikat. Ja, sindikat igralcev pa zelo vplivan, pa močan, brez njega smo kar mrzli, no. Ok, povej mi, že kaj vrčuješ za penzijo, kam vlagaš, zakaj zapravljaš, kakšen je dejansko film, ko imaš v žepu 18 milijonov? Vse jih nimam, zaenkrat še nikamor zares ne vlagam, bo pa treba definitivno tudi o tem razmišljati. Ko bo na računu malo več denarja, se bomo pa usedli svetovalci in pa razmislili kako. En na svet, pazi se, svetovalcev. Bom, thanks. Ok, boš v Miami kupil vilo z bazenom ali posesil z gradom? To me še najmanj skrbi. Ok, tudi mene ne bi, če bi dejansko vedel, da bom v naslednjih 5 letih pokasiral več kot 90 milijonov. Ne, hotel sem reči, da nimam nekih velikih želj, da bi živel kot kak filmski zvezdnik. I think so, da je bajta
z vrtom pa bazenom za Florido čist ok. Ok, ampak sam pazi me, ko se boš začel družiti s Smetar pa bogatašine, ti bo tista skromna bajta z vrtom dejansko vseleko premalne. Jaz bom zadovoljen, če bo zadovoljna Maja, predvsem pa ta mala dva otroka, ne. Mislim, raj sem doma s familijo, kot pa da bi hodil na kakšne partije in se ven metal pred bogataši. Ok, v Ameriki so pogodbe javne, vse se ve, koliko kdo zasluži, koliko je kdo vreden, vse je transparentno. Ja, tako pač je v NBA, boljše, ko imaš pogodbo, boljše je tvoj status tudi v ekipi. Pol. Ja, ampak zakaj v Evropi te številke še niso javne, ne? Jaz recimo še zdaj ne vem, koliko dobi selektor zdolj za vodenje reprezentance. Tega tudi jaz ne vem. Ok, pa te zanima? Kaj pa vem, vsakmu privoščim plačo, ki si jo pač zasluži. Ok, Goran Dragič, hvala, ker si bil moj gost. Z veseljem. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, mi pa se vidimo naslednji teden v bistvenem času na istem kanalu. Adijo. Z nami je še en košarkarski velikan, upokojeni trener Zmago Sagadin, ki bo v Bučkah skrbel za šport. Lep pozdrav. Pa ne, da vam je dolg čas v penziji. Ja, očitno mi ni usvojeno, da počivamo v miru. Ja, kaj hočemo, še vedno rabim malo adrenalina. Slišim, da Srečko Katanec pripravlja neke radikalne ukrepe. Ja, tako je. Selektor nogometne reprezentance Srečko Katanec je v pogovoru za našo televizijo napovedal nekaj tektonskih premikov tako v igri kot v sestavi ekipe. Gospod selektor, menda po Sloveniji intenzivno iščete atlete, ki so dejansko sposobni teči 90 minut? Jaz sem to že povedal prej, da eni so pri meni zgubili kredit od igralcev, ker vemo, da šprinterjev nimamo in Švicari so to iz Albanci izrihtali, iz Kolumbici, iz Turki, mi tega žal nimamo. Jaz sem hodil po slovenskih vrtcih v jasli in dejstvo je, da tam fantje ne znajo niti hoditi in to je dejstvo, ne? In to se bomo mogli soočiti s tem dejstvom, ker dejstvo je dejstvo. Ne? In kdo bo nosilni steber v tem ciklusu? A vam zgledam kot gradbeni baron ali koga? Ne, tukaj mislim na nosilce igre, kot so Kampel, Iličić in podobni. Ne, absolutno nimam jaz. Jojo bo mogel bolj laufati, Kampel je meni v redu, kar pa se tiče uvrstitve, to so pa 50-50 minimalne. Ne? Srečko, malo več optimizma pa bo. Če bi tako razmišljali enoceličari, ne bi nikoli prišli iz vode. V spomin na ta zgodovinski dogodek izpred 2,5 milijarde let v Portorožu vsako leto organizirajo tradicionalen tek iz vode. Letos se je po blatni plaži valjalo rekordno število tekmovalcev iz cele Evrope. Med parameci so ekipno prvo mesto osvojili Avstrijci, medtem ko so v konkurenci ugledno slavile Italijanke. Slovenci so se tokrat držali bolj v ozadju, a jim je vseeno pripadla nagrada za fair play, potem ko so iz blata izvlekli 2 hrvaška fosila. Tole je bilo pa noro. Vidi se, da evolucija še vedno traja. Naslednje leto bi lahko mi 3 sestavili trojko in se šli valjati po blatu. Ja, super ideja, sam vama predlagam, da si najdete kakega mlajšega od mene, recimo Štefančiča, jaz sem lahko vaš coach. Prav, Zmago, vidimo se naslednji teden. Za konec nocojšnje oddaje pa še nekaj prav posebnega. Naša ekipa je obiskala republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, ki nas je presenetil z dobrim znanjem slovenščine. Vsi vemo, kaj je Severnica. Samo ta plešec ne ve, a ne? Kaj je Severnica? Val za bitga tičeš nisem rok držal, ne ve, ki zidani moski, pragersko pišo, radeče, čist nič ne ve. Samo frizura me pazi. Čak, srel se ti je, če se ne ve. Sem še blond. Joj, to bo en velik šov, če tale zmaga. Aj si predstavljaš, da pride na obisk v Sevnico? Ne, si ne predstavljam. Pa da mu tisti lastni vložek odpihne direkt v Savo. Kroza. Spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj. Spremljate nas na spletu in družabnih omrežjih. Vidimo se naslednjo sredo ob 20. uri na drugem programu TV Slovenija. Nasvidenje.